Državni svet se je letos zaradi izrednih epidemioloških razmer odločil, da obeleži slovenski kulturni praznik malo drugače kot sicer. V posebni video oddaji so državne svetnice in svetniki podali svoje razmišljanja, vtise in javno podelili svoje najljubše verze našega največjega poeta Franceta Prešerna. Svojevrstnemu prešernovanju so se tokrat odzvali dr. Branka Kalenić Ramšak, magister Peter Požun, Tomaž Horvat, Tone Hrovat, Branko Šumenjak in Franjo Narločnik. Dušan Strnad pa se je kot državni svetnik in župan občine Ivančna Gorica na svojstven način poklonil velikanu Josipu Jurčiču, saj je leto 2021 tudi Jurčičevo leto. Poezija Franceta Prešerna v sebi skriva toliko zakladov, da bomo kot narod iz njenega izvira lahko znanja željno pili, dokler bomo obstali, pa je ob prazniku poudaril predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Prav zato smo si za izziv letošnjega praznovanja izbrali motiv politične sporočilnosti Prešernovih pesmi in misli. Prešernovo razmerje do pravičnosti, poštenja, znanja in strpnosti, zlasti pa do slovenstva, se zrcali v večini pesmi iz njegove izjemne zapuščine. Brez dvoma lahko potrdimo, da je v očeh državnih svetnikov ne le pesniški velikan, temveč tudi izviren politični mislec. Njegov svetovljanski uvid v družbene razmere takratnega in prihajajočega časa je izjemen in čudežno aktualen še dandanes. Ni naključje, da mu Slovenci dolgujemo veliko za to, da smo se lahko realizirali kot narod s svojo državo. Njegova svobodomiselnost, naprednost, kritičnost in drznost nas navdihujejo in vsakeč znova navdušujejo. Izvirnost Prešernove politične poezije pa se skriva v vsakemu bralcu posebej, svojo svežino, tenkočutnostjo, pa tudi ostrino. Kaj se lahko politika nauči od Franceta Prešerna? Kaj je tisto, kar lahko dvigne nivo politične kulture in komuniciranja v vse bolj napeti, razdvojeni in nestrpni družbi sodobnega časa? To so tista temeljna vprašanja, ki so bila vodilo tudi državnim svetnikom pri oživljanju Prešernove pesniške besede. A prav je, da je njegova modra beseda zadnja. Le eni ljubci je zvest. Ti ljubci čast se pravi. Ta gre z njim v boj krvavi. Prijatelji, odrodile so trtevince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih ubudi. Letošnji kulturni praznik bo zagotovo bistveno drugačen, kot so bili katerikoli prazniki ob Prešernovem rojstnem dnevu v preteklosti. Bodisi rojstnem, bodisi smrtnem. Skratka, zato bi vam rada v današnjem dnevu prebrala njegovo pesem Pevcu, ki nas v bistvu nagovarja k današnjemu času in k razmisleku, kje se nahajamo danes in kam bomo šli jutri. Takole pravi Prešeren. Kdo zna noč temno razjasnit, kitare duha? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce od zore do mraka, od mraka do dne? Kdo uči izbrisat spomina nekdanje dni, brezup prihodnih odvzet spred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori? Kako bit hočeš poet in ti pretežko je v prsih nosit ali pekel ali nebo? Stanu se svojega spomni, trpi brez miru. V tej pesmi Prešeren obravnava svoja življenjska občutja o človeškem in pesniškem življenju. Trpljenje se ne more umakniti lepoti. Kdo zna, kdo ve, kdo uči? A kot poet v pesmi moramo tudi mi znati sprejeti ali pekel ali nebo. Kljub zavesti nemoči se moramo slabemu upreti, moramo poiskati upanje,
Tisti katarzični trenutek, ki nam bo nudil uteho tudi v najhujših časih. Kje jo lahko najdemo? Kdo ve, kdo zna? Zagotovo v kulturi. Za mnoge je prav kultura eno najmočnejših cepiv za ohranjanje duševnega miru. Dajte ji prostor in svobodo. Naj se vsej svoji ustvarjalni vnemi razmahnejo umetnost, znanje in lepota. Kajti dežela, kjer ni duhovne omike, je dežela nesrečnih, mrkih ljudi, kjer sta doma le jeza in sovraštvo. Naj ob letošnjem kulturnem prazniku še bolj kot kadarkoli prej v naših srcih odmevajo spravljivi Prešernovi verzi Zdravljice. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Želim vam lep, zdrav, kolikor je mogoče prešeren, predvsem pa duhovno bogat kulturni praznik. Komunar pred veselo Zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Brate, vse, kar nas je sinov sloveče matere. Kaj pa je tebe treba bilo, dete ljubo, dete lepo, meni, mladi deklici, neporočeni materi. Oče so kleli, tepli me, mati nad mano jokali se, moji so mene sramvali so, tuji za mano kazali so. On, ki je sam bil ljubi moj, on, ki je pravi oče tvoj, šel je po sveti, Bog ve kam, tebe in mene ga je sram. Kaj pa je tebe treba bilo, dete ljubo, dete lepo? Ali te je treba bilo ali ne, vendar prisrčno ljubim te. Meni nebo odprto se zdi, kadar se v tvoje ozrem oči, kadar prijazno nasmeješ se, kar sem prestala, pozabljeno je. On, ki ptice nad nebom živi, naj ti da srečne, vesele dni, ali te je treba bilo ali ne, vedno bom srčno ljubila te. Pesem Nezakonsko mati je France Prešeren napisal pred 180 leti. Izpoved grenkobe, a polna miline in ljubezni. In pesem je še kako aktualna v današnjih časih. Časih, ko imamo občutek, da se vračamo v obdobje mračnjaštva, ko so te otroke zmerjali s pankrti, ko so njihove matere metali iz hiš in domov. Danes, ko namesto vodila ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe, vodi vodilo sovražnega govora, ker so drugače misleči sovražniki in z njimi je treba ravnati kot sovražniki. Saj, kdor ni z nami, je proti nam. Pa vendar obstaja močno upanje. Saj je France Prešeren zapisal, da tisti, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo, dokaj dni naj živi vse, kar nas dobrih je ljudi. Naj vam bo vsak dan Prešeren dan. V sovražnike z oblakov rodu naj našega trešči grom, prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobenih roke si izpolne, ki jih še teže. Dni mojih lepši, polovica kmalo, mladosti leta, kmalo ste minule, rodile veste meni cvetja malo, še tega rosce so se kaj usule, le redko upa sonce je sijalo, viharjev jeze so pogosto rjule. Mladost, vendar po tvoji temni zarji srce bridko zdihuje, Bog te obvari. Okusi zgodaj sem tvoj sad, spoznanje, veselja dokaj, strup njegov je umoril. Sem zvedel, da vest, čisto, dobro dejanje, svet zaničevati se je zagovoril, ljubezen zvesto najti, kratke sanje. Zbežale ste, ko se je dan zazoril. Modrost, pravičnost, učenost, device brez dočalvati, videl sem samice. Sem videl, da svoj čon po sabi sreče, komur sovražna je, zastonj obrača, kak veter nje nasproti temu vleče, koga v zibeli vidla je berača, da le petica, da ima sloveče, da človek toliko vreja, kar plača.
sem videl čísla to med nami, karum slepi, z golfijami, ležami. Te videt, grji videl napake, je srcu rane vsekalo krvave. Mladosti jasnost, vendar misli take, si kmalo iz srca spodi in glave. Gradove svitle zida si v oblake, zelene trate stavi si v puščave, povsod vesele lučice prižiga i up golfivi, ki njimi stisk i miga. Ne zmisli, dedih prve sapce bode odnesel to, kar misli so svarile. Pozabi koj nesreč, prestani škode in ran, ki so se komaj zacelile. Dokler, da smo brez dna polnili sode, žuče je nas v starih letih času sile. Zato, mladost, po tvoji temni zarji, srce zdihvalo bomi, Bog te obvari. Naš pesniški velikan, France Prešeren, se je v svojem izjemnem pesniškem opusu pogosto dotika vprašanj, ki obravnavajo vrednote moderne družbe, kot so pravičnost, poštenost, modrost, znanje. V svoji kritiki razmer, v katerih se nahajajo najnižji sloji slovenskega življa, kmetje, delavci, razumniki, je bil oster in neomajen. Pri tem ga je odlikoval zlasti izreden socialni čut. V elegiji svojim rojakom je celo zapisal, da je slovenski pridobitniški svet v resnici brez čuta za narodno čast in brez smisla za kulturo. Tudi danes, po toliko letih, je njegova misel živa in aktualna. Čeprav je svet bistveno drugačen, izzivi časa ostajajo pa bolj ali manj enaki. Skratka, gospod Tomaž Horvat, Prešernovi verzi so aktualni ali pa čedalje bolj aktualni tudi dan današnji. Tako je. S to vašo trditvijo se popolnoma strinjam. Vidimo, da je Prešeren že v tistih njegovih časih dobro povzel stanje v družbi. Vidimo, da se stvari kljub tehnološkim in drugim napredkom spreminjajo, vendar temeljni problemi, temeljne rešitve oziroma temeljne neenotnosti ostajajo iste, in to je nerazumevanje kulture in nerazumevanje ljudi in nerazumevanje časa, v katerem živimo. Prešeren je to dobro povzel že v tistih časih, vendar moram reči, da žal lahko opažamo, da se zgodovina ponavlja in kljub tehnološkim napredkom te naše moralne vrednote in druge vrednote, ki jih moramo negovati, kot je sam Prešeren povedal, v bistvu, da so ostale enako. Torej, manjka nam v teh časih predvsem modrosti, pravičnosti, učenosti, bi rekel, in verjamem, da lahko skupaj naredimo nekaj na temu kot družba, da prisluhnemo Prešernu, ki je bil kot nek prerok in nam je za današnje čase podal te misli, ki so prav tako aktualne, kot so bile v tistem času, ko je sam Prešeren ustvarjal. Hvala lepa in lep, prijeten kulturni praznik vam želim. Hvala lepa tudi vam in upam, da se kmalu vidimo tudi v živo, tako da bomo še kaj rekli tudi glede kulture, vsekakor, ki je za nas velika skrb, kajti na kulturi gradimo svojo narodno samobitnost, svoj naroden ponos in vsekakor je dobra kultura temelj za to, da se še bolj razvijamo in je temelj razvijajoče in razmišljajoče se družbe. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in z njo čast, ko pred, spet naša bosta last. Ob kulturnem prazniku se seveda vedno spomnimo na pomen Prešernovih verzov, ki nam dajajo sporočila, na kakšen način naj Slovenci delamo naprej. In seveda tudi iz zgodovine, ki jo je Prešeren čutil takrat. Danes ob COVID problemih in krizi je to sporočilo mogoče velikokrat še močnejše in prav zaradi tega bi citiral mogoče Slomška, ki je nekoč rekel takole: od tega, kar prejemamo, od tega živimo, od tega, kar pa dajemo, od tega smo pa lahko srečni.
in pesniki, kulturniki praviloma vedno veliko dajejo. Mislim, da je to sporočilo tudi v tem trenutku, ko je potrebno potrpeti, ko je potrebno poslušati drugega, ki je v krizi, in ko je potrebno videti problematiko širše v bodočnost, ta vers, to sporočilo Slomška še toliko bolj primerno prav na kulturni praznik 8. februarja. Bog živi vas Slovenke, prelepe žlahtne rožice. Ni take mladenke, ko naše je krvi dekle. Naj sinov zarod nov iz vas bo strah sovražnikov. Ob slovenskem kulturnem prazniku, ki ga obeležujemo letos, tudi kot vsako leto ob smrti našega velikega pesnika Franceta Prešerna in ob 30-letnici naše domovine, sem izbral nekaj verzov in pa tudi en del proze, ki ga hočem predstaviti v razmislek Slovencem ob trenutnem aktualnem času. In sicer bom začel z Župančičem. Domovina je ena, nam vsem dodeljena, in eno življenje in ena smrt. Nadaljeval bom s Cankarjem, njegovim kurentom. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od shoda do zahoda, šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Nazadnje mu je stalo polno perišče lepote. Razsul jo je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev, in rekel: veseli ljudje bodo doživeli to. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Vesela domovina, pozdravljena iz vsega srca. Potem bom začel še del iz malo starejšega dela, in sicer od Zvodnikom. Slovenec, tvoja zemlja je zdrava in pridnim nje lega je najprava. Polje vinograd, gora morje, ruda kupčija tebe rede. Zauk si prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. Iščete sreča, ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. Lej, stvarnica vse ti ponudi, iz rok ji prejemat ne mudi. Lenega čaka strgan rokav, palca beraška in prazen bokal. No, potem pa bom končal z največjim slovenskim pesnikom, Francetom Prešernom, ki pravi: komuner pred veselo, zdravlico bratje čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov slovenske matere. Edino sreča sprava, k naj nam nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in z njo čast, ko pred, spet naša bude last. Žive naj vsi narodi, ki hrepenedo čaka dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Ko rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase dignimo, ki smo zato se zbratli, ker v srcu dobro mislimo. Dokaj dni, naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. Mladenči, zdaj se pije zdravlica vaša, vi naš up. Ljubezni domačije, noben naj vam ne v smrti strup. Ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit kliče čas. Slovenci našemu pesniškemu velikanu dolgujemo veliko, da smo se lahko realizirali kot narod v svojo državo. Prešeren se je najprej občutil za Slovenca, zavzemal pa se je tudi za bratstvo med slovanskimi narodi. Uvod Krsta pri Savici je posvečen predvsem domoljubni tematiki. Črtomirjev boj temelji na obrambi svobode, svobodomiselnosti, samostojnosti in preziranju tujega podjarmljevanja, zlasti ponemčevanja. Vredno mu je znova
in znova prisluhniti. Valjhun, sin Kajtimara, boj krvavi že dolgo bije za krščansko vero, za Aurelijem Droh se več mu bran ne stavi. Končano njuno je in marsiktero življenje, kri po krajni koratani prelita, napolnila bi jezero. Gnijo po polju v bojih pokončani, trum srčni vojvodi in njih vojšaki, sam Črtomir se z majhnim tropom brani. Bojuje se najmlajši med junaki, za vero staršev, lepo bogno živo, za črte, za bogove nad oblaki. On z njimi, ki še trdijo vero krivo, beži tja v Bohinj, v Bistriško dolino, trdnjavo, zidano na skalo sivo. Še dan današnji vidiš razvalino, ki ajdovski se gradec imenuje, v njih gledaš Črtomirovo lastnino. 9-krat večji množca jih obsuje in zveste straže krog in krog postavi, odzame upim vse pomoči tuje. Visoke odre, tankej si napravi, zidovje podkopuje, vrata seka, ne polasi se njih, ki so v trdnjavi. 6 mesecev moči tla krvava reka, Slovenec že mori Slovenca brata, kako strašna slepota je človeka. Ko niso meč, sekira in lopata jih mogle, lakota nepremagljiva, preti odpreti grada trdna vrata. Dal Črtomir jim reve ne zakriva, besede te tovaršem reče zbranim. Ne meč, pregnala bo nas sreča kriva. Le malo vam je dila, bratje, hranim, branili smo se dolgo brez podpore, kdor hoče se podati, mu ne branim. Kdor hoče vas dočakat temne zore, ne proste dni živet, nočem enake, ne branim mu, ali jutra čakat more. Seboj povabim druge vas junake, vas, kateri hrama se uklonit noče, temna je noč in stresa grom oblake, sovražnik se podal bo svoje koče, le majhen prostor je tje do goščave, to noč nam jo doseči je mogoče. Največ sveta otrokom sliši slave, tje bomo našli pot, kjer ne sinovi si prosti voljo, vero in postave. Ak pa naklonijo nam smrt bogovi, manj strašna noč je v črne zemlje krili, ko so pod svetlim soncem sužni dnovi. Ne zapusti nobenega v ti sili, molče orožje svoje vsak si vzame. Strahljivca v celem ni imel števili. Ali komaj vrata so odprta, v name se strašen boj, ne boj, mesarsko klanje, Valjhun tam s celo jih močjo objame. Tudi on se je zanesel na njih spanje, prelesti mislil je obzidje grada in ponevedoma planiti na nje. Ko svojo moč najbolj vihar razklada, okrog vrat straža na pomoč zavpije in stane šum, da mož za možem pada. Ko se neurnik o povodnju lije, iz hriba strmega v dolino plane, z derečimi valovami ovije, kar se mu zoperstavi se ne ugane in ne počije pred, da jez omaga. Tak vrže se Valjhun na nekristjane. Ne jenja pred, dokler ni zadnja sraga krvi prelita, dokler njih kdo sope, ki jim bila je vera čez vse draga. Ko zor zasije na mrličev trope, leže, ko ajde žetvi ali pšenice, po njivah tam leže snopovja kope. Leži kristjanov več od polovice. Med njimi, ki so padli za malike, Valjhun zaston tam išče mladolice njega, ki kriv moritve je velike. Spoštovani, iskrene čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku, ozrimo se v temno preteklost, pa bomo lažje videli svetlo prihodnost. Na tleh leže slovenstva stebri stari, v domačih šegah trjene postave. Živenaj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak,
ne vrag, le sosed Bomejak. Številni veliki možje in žene iz naše preteklosti so z lepo slovensko besedo pripomogli, da smo se ohranili kot narod, da imamo svoj jezik in svojo državo. Med te velike ljudi gotovo sodi tudi pisatelj, pesnik in časnikar ter avtor prvega slovenskega romana Deseti brat, Josip Jurčič iz Muljave v občini Ivančna Gorica. V letu 2021 se spominjamo 140. letnice njegove smrti, 160-letnice, odkar je kot 17-letnik napisal pripovedko o beli kači in s tem začel svoj obširni ustvarjalni opus, ter 150-letnice njegovega nastopa uredniške službe pri časniku Slovenski narod. Leto 2021 je vlada Republike Slovenije razglasila za vseslovensko leto Josipa Jurčiča, s čimer je spodbudila k nastajanju številnih kulturnih in znanstveno-raziskovalnih programov, dogodkov in projektov na lokalni in državni ravni. Jurčičevi rojaki iz občine Ivančna Gorica se bomo po svojih najboljših močeh potrudili, da ga bodo Slovenci ponovno spoznali kot pisatelja, pesnika in novinarja, nas pa kot gostoljubne, prijazne in delovne ljudi. Saj veste, kaj je Jurčič položil v usta 10. bratu. Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, ki po našem jeziku govore. Na pobudo Slovenije je leta 2017 Organizacija Združenih narodov 20. maj razglasila za Svetovni dan čebel in s tem dala zasluženo priznanje tej mali živalici, s katero je obstoj človeka neločljivo povezan. V delu Cvet in sad je Jurčič to povezanost opisal takole. Mravlje in čebele so človeku, ki se v svojem egoizmu imenuje gospodarja vsega stvarjenja, najbližje. Ptica pod nebom, podlasica v meji in večina drugega, kar živi, brezskrbno zaupa materi naturi. In res se mi zdi, da jim je ta boljša mati kot nam in čebelam. Človek in čebelica morata trdo delati za zimo in, če se slaba letina primeri, hudo je obema. Jaz bi mislil, da imamo to živalco ravno zaradi tega radi, smo tako nekako po usodi v rodu z njo. Iskrene čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku in vabljeni na Muljavo, rojstni kraj Josipa Jurčiča, ter v Višnjo goro, rojstni kraj Kranjske čebele. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ko dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi.